torek bo druga gimnazija Maribor po letu dni obnove znova zasijala vse lepoti. V prenovljeno šolsko poslopje se bodo vsuli dijaki, ki so leto dni gostovali na drugih lokacijah. Gimnazija, ki letos slavi častitljivih 60 let, nima samo nove podobe, ohranila je svojo dušo, prenovljeni prostori pa ponujajo tudi številne drzne novosti, katerih idejni oče je ravnatelj Ivan Lorenčič, v dejanjih pa jih je Zvonko Babič Kurbus, ki je že nekakšen gimnazijski inventar. Z obema smo si ogledali, kar se ponuja prenovljena druga gimnazija. Nahajamo se v prvi etaži oziroma v pritličju. Te precej velike avle smo namenili tudi bivanju dijakov. Zdaj pa, da bi bilo to bivanje malo drugačno, smo se odločili in naredili takšne ambiente v obliki trgov. Kakšna bi bila ta vsebina? Na koncu je prevladalo, da naj bo vsebina teh jezikovnih skupin, ki se izvajajo na drugi gimnaziji. Tu se srečamo z Montmartrom. Poleg pohištva, ki bi naj ta ambient poudarilo, smo tudi naredili te okenske lamele, ki kot vitraži prikazujejo ta vtis na Montmartru. Zraven je tudi pitnik za naravno vodo, to se mi fino zdi, da ni poleg samo avtomatov, da je tudi naravna pitna voda. Pod stopniščem pa smo uredili trg v španskem stilu. To so dijaki sami narisali v 2 dnevih, so se zagrizli v to površino in moram reči, z veliko zagnanostjo so to umetnino, lahko rečemo umetnino ustvarili. Pohištvo je v tej maniri vroče Španije, če bomo se v šolah zgovarjali samo na starše, potem nismo nič naredili, moramo tudi sami nekaj ukreniti. Zato smo te ambiente tudi naredili, da jih nekako približamo to kulturo obnašanja v določenih območjih, da se bojo lažje družili med sabo in pa da jih iztrgamo ulici. Šola je obdana z številnimi bifeji in gostilnami, upam, da se bojo tudi dosti bolje počutili. Se nahajamo na našem Hyde Parku. Ta del Hyde Parka predstavlja našo mednarodno usmerjenost šole oziroma mednarodno maturo, ki je na šoli. Tu bo vsak dijak imel možnost povedati tisto, kaj ga teži. Upamo, da bo imel tudi kaj poslušalcev. Tu je Hard Rock Cafe Open Air Stage. To je pa slovenski trg, slavistični trg. Te lamele na oknih pa predstavljajo enega od mejnikov slovenstva, tudi so brežinski spomeniki. Za nami se nahaja velika pridobitev Maribora, to je novo mladinsko gledališče Maribor. Verjetno se bo odvijala tudi ena izmed vršnikovih tekmovalnih predstav. Se pravi, da ste tehnično toliko opremljeni, da vzdržite tudi profesionalno gledališče? Ja, to je tehnično, sploh pa kar se to natiče, najbolje opremljeno gledališče v Sloveniji. Z najnovejšo tehnologijo. Značilnost tega gledališča je, da je kombinacija starih in novih konceptov. To je tudi vaše delo. Ja. Nekaj tako zaljubljeno pripovedujete vse skupaj. V bistvu je bila to gledališče prej fizikalna učilnica. Mi smo bili fiziki. No, tu ste švicali, pa ste pisali fiziko. Brane Rončelj je včasih priredil kakšen koncert džeza in ko smo mi pripravljali, takrat je moja ta starejša hčerka tu začela študirati. In je rekla, ti pa pridi nam pomagati, delam neki muzikale. Jaz sem se že prej z lutkarstvom pa gledališčem že bavil, pa vem, kaki strup je, to sem se branil, ker sam sebe poznam, ko enkrat potegne, pa dem not. In smo začeli delati te kece, muzikle, mačke. In sem tam nekje se skrival od zadaj, pa razmišljal, kako bi v amfiteatru so pa pisali nalogo iz fizike. Tako sam pri sebi mislil, danes zadnjič tu švicate. Zidali smo pa sami z dijaki. Smo opazovali, kako pravi zidarji zidajo, pa smo povedali, da je to tako težko. Pa smo sami zazidali.